Novi Audijev električni družinski SUV Q4 e-tron je najprej prepeljal Dravski most, Lent, druge Mariborske ulice, potem se je prepustil zvokom Tartinijeve violine. Mi pa smo se z njim srečali v Audijevem zimskem domu, v Planici. Prvi model e-tron je bil razvit na popolnoma svoji platformi. Pri Q4 e-tronu so pa tukaj uporabljene že koncertske sinergije. Platforma in pa ista baterija praktično. Razlike se pa pojavijo v sami učinkovitosti vožnje, torej v rekuperaciji in pa v vseh asistenčnih sistemih, ki so zagotovo na višjem nivoju kot pri ostalih hišnih znamkah. Sinergije so torej določile osnovo z na zadnji osi nameščenim elektromotorjem, ki poganja zadnji kolesni par, pa tudi baterijski sklop za dosege prek 500 km. In dimenzije so prav tako sinergijske, ampak to vseeno pomeni, da je Q4 e-tron manjši izmed električnih družinskih SUV-jev znamke, ki si je svoj sloves med drugim zgradila tudi na skakalnicah. Znamka iz Ingolstadta, seveda premijska znamka, predvsem pa je to znamka, ki naravno paše v takšno nordijsko okolje, k nordijskim prostočasnim aktivnostim. In pri takšnih snežnih nordijskih disciplinah seveda je nujno potreben quattro pogon. In ja, tudi ta električni model ima quattro pogon. Tukaj spredaj pod motornim pokrovom, ki pri mnogih drugih primerih sploh ni več motorni pokrov, tukaj spodaj je lahko ne ekstra prtljažnik, ampak ekstra motor, ekstra elektromotor, ki dodatno poganja tudi prednji kolesni par. Vse bolj se Audi kaže tudi v posebni luči, oziroma kaže posebno luč. Namreč matrični žarometi, to so seveda žarometi, ki ponoči kljub temu, da ves čas svetijo z dolgo lučjo, nobenega ne zaslepijo. No, ti žarometi pri Q4 e-tronu lahko tudi spreminjajo videz vozila. Z drugimi besedami, kakšen bo svetlobni podpis tega električnega Audija, no to si lahko voznik poljubno nastavi po svoje. Audi pa je seveda tudi premijski, ampak ta svoj premijski predznak ne kaže na pričakovan način. Namreč dogaja se, da ima ta avtomobil za razliko od svojih sestrskih modelov bistveno več stikal v notranjosti. Pa tudi to, da svoj ta premijski pridih v kabini ne dosega z usnjem ali pa lesom, ampak na bolj trajnosten način, z recikliranimi materiali. Kar za skupno 26 kg je sestavni delo iz materialov, ki so nam predtem služili v neki drugi obliki, z drugačno funkcijo. Recimo sedeže, obloge, pregrade, police, razne nosilce, pokrove, te so pri Audiju večinoma reciklirali iz PET plastike in postopek smo vam v avtomobilnosti že pobliže predstavili. Ampak reciklaža nikako ne pomeni, da se moramo odpovedati tudi udobju, recimo udobju usnja. Vse manj klasičnega usnja uporabljamo, naravnega usnja, vse več je v bistvu tako imenovanega umetnega usnja, ki ga pa zopet pridobivamo iz umetnih materialov. Stranski elementi, ki izgledajo kot usnje recimo na sedežih, to je vse umetno usnje. Klasično usnje se nahaja potem dejansko na hrbtišču, na sedalnem delu, recimo na vzglavniku, medtem ko vsi ostali robovi in vsi ostali deli so pa že v bistvu iz umetnih materialov. To je četrti popolnoma električni Audijev model, ki mi se ga seveda predvsem veselimo, ker vstopa v trg, bomo rekli, volumenskih vozil. Ampak v električni dobi dosegljiv, družinski, prvi avto pri hiši pomeni tudi visoko ceno. Pri tem pa so Audijevi trgovci v nekolikšni prednosti pred svojimi kolegi z bolj dosegljivimi avtomobilskimi znamkami, za katere so dragi električni modeli nekaj novega. Audi že danes ima te kupce oziroma nagovarja kupce iz višjega cenovnega razreda. In ljudje, ki kupujejo Audi, vejo, zakaj tudi toliko plačajo. Q4 e-tron bo seveda v naši videoteki kmalu na sporedu tudi v obliki poročila z daljšega testiranja. Do takrat pa vas vabimo k ogledu reportaže o recikliranju plastike, pa tudi, da se z nami zapeljete v dveh izredno atraktivnih električnih Audijih po idiličnih cestah Slovenije.